Poslanstvo projekta Enlight je krepitev energetske pismenosti. Skušamo opogumiti in spodbuditi strokovnjake, tako naravoslovce kot družboslovce in tehnike, da posredujejo svoja znanja, stališča, dejstva in številke povezane z energijo, energetiko in energetsko prihodnostjo. Tako skušamo, da bi v javne in medijske razprave, v ozaveščevalne kampanje, tudi v učna gradiva o energiji in energetiki prišlo več strokovno utemeljenih dejstev in manj čustev, pridevnikov ali pa ideološko-političnih, da rečem, prepričanj. Predvsem pomeni pomembno in pozitivno spodbudo za naše delo naprej. Mi imamo za 2017-2018 že ambiciozne, ampak upam, da vendarle tudi realistične načrte. Opredelili smo že vsebine, na katerih bomo delali. Ena od teh bo tema energija, sevanje in življenje. Druga tema bodo pa infrastrukturni vidiki energetike. Skušali bomo torej ozavestiti ciljne skupine o tem, kako pomembna je dobro funkcionirajoča energetika za funkcioniranje družbe, gospodarstva, našega vsakdana pravzaprav. Od ciljnih skupin se bomo pa predvsem osredotočali na študentsko populacijo, pa tudi na naše odločevalce. Ideja za takšen projekt se je porodila na sestankih, na brainstormih, ki jih imamo zaposleni. Tukaj pravzaprav vsak ima možnost, da na svoj način prikaže, kako bi se lahko Borzen uveljavil tudi na tem področju, in plod tovrstnih razprav je pač rezultiral v teh izobraževalnih oddajah. Nameravamo nadaljevati s tovrstnimi aktivnostmi, pri čemer bomo poglavitno pozornost posvetili najmlajšim, se pravi osnovnošolcem, tudi vrtcem. Projekt sam po sebi je projekt za vse skupaj. Ni projekt od podjetja, ni projekt za eno ciljno skupino, ampak dejansko je to projekt za družbo in brez sodelovanja vseh tega ne bi bilo. Zdaj, kar smo mi počeli, mi smo neke vrste moderator med tehnologijami, uporabniki in pa naravo. Seveda naprej nismo mogli vedeti, kakšen bo odziv, ampak po prvih 8 mesecih delovanja smo zelo veseli, ker res prihajajo povratne informacije, kot so prodali smo svoj avto, kako je lepo, pripeljal bi še kolega in tako naprej. Dejansko ne gre samo za zadovoljanje neke potrebe, ampak dejansko viralnost uporabnikov, ki želijo dobro izkušnjo širiti naprej. Tako da smo motivirani, da dosežemo cilj. Nas driva poganja iskanje resnice in pa kreiranje dobrih rešitev, ki bo imela velik vpliv na okolje. Tako da definitivno za korakom logistike ali pa mobilnosti tukaj prihajajo še nova področja. Poleg, se pravi, novih funkcionalnosti s tem povezavi, tudi nas zelo zanima oskrbovalna veriga glede hrane, ekološka predelava hrane, samozadostnost na področju hrane, energije v Sloveniji. In sled temu bomo vse te izkušnje probali implementirati na podobne načine tudi v novih panogah in s tem prispevati k okolju, da bomo dvigovali kvaliteto življenja. Ja, motivacija je pač prvo zaradi tega, ker je to bil praktičen projekt, to se pravi, da se nekaj naredi oziroma da to ni pač samo pouk, ampak da naredimo projekt in da potem realiziramo praktično zadevo in pogledamo, kakšni so rezultati oziroma naredimo meritve na že narejenem projektu. Naredili smo en projekt glede razsvetljave, prvič je bil to v šoli realiziran, drugi smo šli ven iz šole, to se pravi nekje okolje, tam, kjer naša šola živi in kjer delamo, to se pravi v Kranju. Govorimo v vsakem primeru o notranji razsvetljavi, mogoče kot ideja, da naredimo razsvetljavo neke ceste, trga in podobno.